Hvaležno pozdravljeni, danes bomo z vami podelili, kaj so ugotovili strokovnjaki, kaj smeš oziroma česa ne smeš imeti v spalnici, če želiš pritegniti ljubezen svojega življenja oziroma če želiš imeti dober zakon. Pa dajmo pogledati, kaj so dejansko zaupali, glede na to, da smo v februarju sploh ne v teh takih zaljubljenih energijah in pripravljamo tudi dve krasni predavanji. Torej, ena stvar, ki je zelo pomembna, da je v spalnici ni za tiste, ki ste že poročeni, je televizija. Zdaj, o tem bi lahko govorili iz hormonskega vidika, o tem bi lahko govorili iz vidika feng shuija, o tem bi lahko govorili iz mnogih različnih vidikov. Ekrani v spalnici pač enostavno niso zaželjeni, kot tudi ne kakršnekoli druge naprave, ki svetijo in vplivajo na raven melatonina in tako naprej. Ampak gremo mi zdaj na malo drugačne zadeve. V spalnici definitivno naj ne bi bile slike Jezusa, križev ali drugih verskih zadev, ki ne vplivajo na najboljše dogajanje v spalnici. Vsekakor v spalnico ne sedejo tudi fotografije ali otrok ali drugih družinskih članov. V spalnico pa sodijo, če imamo že kakšne slike in fotografije, kakšne ženske, moškega, lahko so tudi bolj erotične narave. To naj v spalnici vendarle bo. Lahko so tudi slike kakšnih potonk, ampak to zavezane je pol že lahko problem in že lahko pride kakšna tretja oseba v zvezo. Vsekakor pa v spalnici moramo imeti pod posteljo pospravljene stvari, če že imamo, in pa spalnica ni kramarija, oziroma soba za kramo, ker tja ponavadi gosti ne grejo. Tako da likalne deske, stare revije in podobno vsekakor v spalnico ne sedejo, zavirajo ta pretok in zavirajo vso lepo dogajanje. In tudi tisti, ki ste samski, pravijo, da v spalnici, na postelji je treba spati na svoji strani, ker če spimo na sredini, potem to pomeni, da nimamo prostora še za nekoga. Tako pa na energijski, fizični ravni naredimo prostor, da pride še nekdo drug, si izberemo tisto svojo stran in je drugače. Sicer pa ogromno fint, pa tudi o mindsetu in vseh teh zadev na prihajajočem predavanju Priklic zdrave partnerske zveze, ki se bo zgodil torej februarja. Vsekakor pa tisti, ki ste že dolgo v zakonu, ne, in tudi sicer, tudi če ste na koruzi, niste poročeni, ne zamudite predavanja Andreja Pešca, krasno predavanje, kako genialno ravnati drug z drugim. Torej, eno predavanje bolj za samske, drugo predavanje bolj za tiste, ki ste v zvezi. Oba predavanja pa bosta potekala preko spleta, tako da nikamor vam dejansko ne bo treba, preko spleta v udobju vašega doma. No, danes pa imam tukaj tudi feng shui zdravilo mandarinke za dobre odnose, za zvestobo, za lojalnost, ki so namenjene tako tistim, ki želite priklicati zvezo, zdravo partnersko zvezo. Tisti postavite mandarinke, to je namreč pomembno, tisti mandarinke postavite na stran neba, ki si jo zračunate po svoji QA, torej zračunate si svoj QA. Zelo preprosto se to zračuna, zraven je tudi listek, zraven mandarink. In tisti, ki ste v zvezi, lahko postavite na jugovzhod oziroma imate druga navodila zraven, kajti pomembno je, kam torej se postavijo. O tem je tudi govorila veliko Tanja Glažar, ki je feng shui svetovalka. Torej, to je starodavni feng shui pripomoček za ljubezen, za zvestobo, zelo močna simbolika, ki je navduševala feng shui mojstre stoletja in stoletja. In tudi tradicionalno se velikokrat to podarja ali svojemu partnerju, če ga imamo, oziroma si ženske to naredijo doma, ali pa moški, ki želijo torej preklicati zvezo, oziroma se podarjajo tudi
mladoporočencema, bodočim tistim, ki bodo dahnili svoj da oziroma želijo naslednji korak narediti v vezi. Je pa potem tudi pomembno, na kakšen način so te mandarinke postavljene. Zdaj lahko sta postavljeni tako s kljunčki skupaj, če želimo bolj poglobiti odnos, če želimo narediti bolj naslednji korak naprej v zvezi, sta obrnjeni torej drugače. Tako da veliko je tukaj simbolike in saj veste, feng shui, naj se sliši še tako ezoterično, je zares tisočletja predana znanja in jaz to razložim najraje na način, ki je tudi meni bil najbolj blizu, ko sem se začela zanimati za te zadeve že v zgodnjih najstniških letih, in sicer lažje je živeti z vetrom v hrbet, kot pa z vetrom v prsa.